Da je kondicija hčerinskih podjetij v družbi G7 čedalje slabše, dokazuje podatek, da je direktor G7 Štajerska in Koroška Fredo Abraham pred 2 dnevoma vložil stečaj. Seveda se postavlja vprašanje, kdaj se bo okrog tega na sodišču sprožil kakršenkoli resnejši postopek, glede na to, da se vsi skupaj zavedamo, da je treba za uvedbo stečaja plačati nedoločene takse. Konkretno po meni znanih podatkih 3600 evrov, ki jih pa ni od kod vzeti. Kot je povedal Abraham, bo pri stečajnih stroških najverjetneje morala na pomoč priskočiti matična družba, saj jim je na računu ostalo borih 100 evrov. Kot ocenjuje Andlovičeva, naj bi se podoben scenarij zgodil tudi v družbah Posavje in Dolenjska. Iskreno si želim, da bi obstala vsa hčerinska podjetja, kot so Osrednja Slovenija, sedež v Ljubljani in pa Gorenjska, ter mislim, da je to še eno hčerinsko podjetje Tehnika, ki pa bi morebiti vendarle lahko preživeli. Tako naj bi v družbi G7 od približno 1200 zaposlenih delo ohranilo približno 400 oziroma 500 delavcev. Slednji še vedno čakajo na polovico septembrske in oktobrsko plačo ter regres. Najhuje pri tem je, da vsi ti delavci v teh hčerinskih podjetjih danes v resnici ne vedo, kaj se bo z njimi zgodilo, kaj jih jutri čaka, kdaj lahko pričakujejo to, da bodo dobili sploh neki denar, in najhuje je to, da vedo, da morajo hoditi v službo, opravljati svoje delo in se seveda bojijo, da bodo to delo dolgoročnejše opravljali brezplačno. Kot nam je povedal predsednik sindikata G7 Štajerska in Koroška Saša Petek, naj bi nekaj delavcev preselili v sestrsko podjetje Varnost Koper. Tam naj bi doslej pogodbe prejelo že 15 delavcev, od tega 5 iz štajerske družbe.